Spoštovani, najprej hvala za ta aplavz, še prav me je predsednik zdaj upozoril, upam, da se nisi prepoznal kot policijskega ministra, glede na prejšnjo uvodno besedo gospodične. Torej, težko je povedati kaj tako udarnega, po tako odličnem govoru naše evropske poslanke, pa vendar bom z vami vseeno delil nekaj misli. Torej, začel bom tam, kjer je Romana končala. Ni zgolj problem naših medijev to, da nekaj podžigajo, pravzaprav hujskajo vsemu, kar danes vidimo na ulicah, ampak v veliki meri tudi ignorirajo. Ignorirajo vse tisto, kar je v Sloveniji dobro. Jaz sem že pred časom rekel v takih družbah, da morda res ne bi bilo nič narobe, da vsak prvi petek ali pa drugi petek pogledamo, kaj se dogaja z kolesariatom v Ljubljani. Naslednji petek pa pogledamo v en konec Slovenije, pa pogledamo, kaj ljudje tam delajo. Delajo v vinogradih, na poljih, vzgajajo otroke, vzgajajo vnuke. Torej, tretji petek pogledamo na nek drug konec Slovenije. In na koncu bomo po teh petkih ugotovili, da razen majhnega dela, peščice ljudi v tej Sloveniji, ki pa ima enormno medijsko podporo, to, kar gledamo v petkih, sredah ali torkih, ni Slovenija. To je ponorela drhal, ki ima močno in veliko podporo medijev. In poglejte, to ignoriranje medijev se je pravzaprav najbolj eksemplarično izkazalo v tem tednu. Ta teden je bil tisti teden, ki je predstavljal vrh našega predsedovanja. Torej, naš predsednik ne samo, da je naši domovini za naslednjih let izpogajal denar, kot ga Slovenija še nikoli ni imela, ampak je v tem tednu gostil torej vse evropske voditelje, vse tiste, ki želijo Evropo in še nekaj drugih. Več kot 40 predsednikov se je zbralo na Brdu. Ste morda videli kakšen intervju z našim predsednikom? Ste videli kakšen intervju z Macronom, s Kurzom, z vsemi tistimi pomembnimi evropskimi voditelji? Ne. V torek, sredo, četrtek in petek ste gledali na televiziji to, do torka ste gledali to, kako je protest pravzaprav upravičen, kako ga še malo počgemo. V sredo, ko pa je policija končno odreagirala tako kot more, ste poslušali pa jabrajoče novinarje, kako je policija presegla svoje pooblastila. Lepo vas prosim. Torej, tako poročanje se počasi obrača samo v sebe. Ali z drugimi besedami, v Sloveniji več in več ljudi vidi, da to, kar gledamo na televiziji, ni slovenska realnost. In žalostno je, ko poslušaš visokega, sedaj že upokojnega policijskega šefa, danes na žalost celo predsednika veteranov slovenskih policistov, ki so mimogrede v času naše osamosvojitve odigrali zelo pomembno vlogo, torej slovenska milica, policija takrat je odigrala zelo pomembno vlogo, danes govori, da je bilo pravzaprav pridržanje Zlatka brezpredmetno. Povedal je tako neumnost, torej povedal je takole, vse v Zlatko vsi poznamo, lahko bi ga zaslišali v petek ali pa v soboto, torej ko bi bila štala že dovolj velika, bi pa šli njega zasliševati. Jaz odkrito povedam, tega Zlatka do pred enim letom nisem poznal. In verjamem, da tudi mnogi med vami ne. V enem letu pa sem ga spoznal, posebej potem, da je že pred davnim časom, torej že pred mnogimi tedni, ob petkih naskakoval novinarje, pulil iz rok kamere, nadlegoval direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje in še kar celo množico stvari bi lahko navedli. Pa da ne bo pomote, včeraj je nekdo na Facebooku zapisal izjemno misel. Povedal je, da je njegov oče pred leti prišel v Slovenijo, da se njegov priimek tudi konča na ič, ampak da je njegova domovina Slovenija.
ker želi tukaj živeti, ker tukaj ustvarja, ker ima tukaj družino in ker ve, kje je njegovo srce. In mnogo je takih, čeprav so prišli iz tujih mest, iz tujih krajev, so sprejeli naše vrednote, so sprejeli našo kulturno okolje in se asimilirajo tako, kot je potrebno. Če pa se vrnem oziroma zaključim še na to, kar ste povedali mnogi, moram reči, da ko smo to vlado začeli, je predsednik vlade povedal za mene zelo pomembno misel. Povedal je, decentralizacije ne moramo narediti, ker v parlamentu ne bo podpore. Torej, v tem trenutku ne moramo narediti novih pokrajin ali pa prenesti nekih novih pristojnosti na nižje nivoje, čeprav bi bilo potrebno, ampak lahko v tem našem mandatu, v tem trenutku preusmerimo sredstva tja, kjer najbolje vejo, kako se jih porablja. In to počnemo. In to je povedal župan. To počne tudi vsak od ministrov. Mimo grede, ne samo poprečnina. Vsak od ministrov, če je le malo operativen znotraj svojega proračuna, našel 1, 2, 3 iz obstoječega proračuna, ki ga je tako ali pa drugače plasiral na občine. Sam sem to naredil za vse občine ob naši južni meji, zato da bolje, bolj varno in za večjo vnemo skrbijo in varujejo tudi občine našo zunanjo mejo. In naj rečem takole, verjetno so tole telovadnico pred vami že zgradili župan. Ne vem, ali je zgrajena pred vami ali ne, ampak vsekakor torej ne le vi, tudi vaši predniki so bili vizionarji. Telovadnica je poslikana v rumeno-modro barvo, kar pomeni, da so že takrat vedeli, katera je stranka, ki bo skrbela za navadnega človeka, katera stranka je tista, ki ve, kako mora vaš denar, ne naš denar, to je vaš denar, kako se mora vaš denar vračati v vaše žepe, ne pa ustajati nekje, kjer nikoli ne vemo, kako ga potrošijo. Zato živela Slovenija!